dobrodošlo. Minister Maček se ukvarja z razvojem šolstva v tej regiji, predvsem in obvezamo se lahko tudi malce pogled v delovanje šolstva v Slovenj Gradcu po vojni v prvi vojni. Zdravno, mi tudi jaz izhajam iz učiteljske družine, pa generacije nazaj. Samo nisem. Skratka, ko sem govoril o obnovi in razvoju šolstva na Koroškem, moram tam še OKRAJU Slovenj Gradec v letu 1945-1953. Svojo raziskavo sem temeljil predvsem na arhivskih virih upravnih organov, se pravi Okrajnega ljudskega odbora Slovenj Gradec, Okrajnega komitija KPS Slovenj Gradec in pa za prvi 2 leti po ustanovitvi tudi Okrožnega ljudskega odbora Maribor. Kljub temu moram poudariti, da moramo uradne podatke vseeno brati in pa interpretirati z rezervo. V tem obdobju se namreč večkrat dogaja, da so predvsem nižji upravni organi v raznih poročilih poskušali ulepšati razmere na terenu v odnosu predvsem do svojih predpostavljenih. Prispevko obravnavamo širšo koroško regijo, okraj Prevalje, kot se je oblikoval že septembra leta 1945 in pa kasnejša okraja Dravograd in pa Slovenj Gradec s temi teritorialnimi spremembami, od tega je seveda tudi bila odvisna podoba šolstva v okraju. Tako je začetku leta v okraju Prevalje bilo priključeno kar nekaj krajev, Slovenj Gradec in pa še 14 manjših krajev. Takoj po osvoboditvi so nove oblasti hotele čimprej organizirati pouk, odpraviti so želeli predvsem posledice okupacije pri otrocih in jih začeti vzgajati duho pridobitev narodnoosvobodilne borbe in pa novega časa, kot so takrat rekli. Tako že meseca junija 1945 začne z delom večina šol v takratnem okraju Prevalje in pa tudi v okraju Maribor. Seveda je pouk potekal v improviziranih razmerah, na šolah ni bilo nobenega inventarja, učil, učnih pripomočkov, učbenikov, prav tako ni bilo dovolj učiteljev, ki so se šele vračali na svoje domove. Ob tem so bila požgana ali porušena številna šolska osnovja na tem področju, recimo šole v Trbonjah, Peci, Gorjani, Breznu, Pripnici, ter pri Svetem Antonu, Svetem Primožu na Pohorju. Oblasti so ugotavljali, da je naklonjenost prebivalstva do nove šole kar dobra, pri tem pa sta izstopala Nuta in pa Maribor, ker so bile politične razmere veliko slabše. Kot pravijo poročila, so se po opravljenih čistkah razmere v kraju in pa tudi na samih šolah v teh krajih izboljšale. Nasploh so oblasti takrat nekako ugotavljali, da so kraji v Dravski dolini veliko bolj zastrupljeni, kot so napisali od nacifašizma in pete kolone, in tudi učiteljstvo je bilo teh krajih Dravski dolini nekako slabše politično oziroma ideološko izgrajeno. Prevladovali so namreč starejši učitelji, ki so se po mnenju oblasti težje znašli v novih razmerah. V tem se tudi kaže nekako nezaupanje novih oblasti do učiteljev, ki so poučevali že pred okupacijo. In te učitelje so nove oblasti želeli čim prej nadomestiti z učitelji, ki bi politično in pa ideološko odgovarjali. To so bili pa predvsem v vsem času tako imenovani učitelji tečajniki, to so bili predvsem absolventi srednjih šol, ki so jih oblasti z kratkimi tečaji želeli usposobiti za poučevanje v šolah. V teh prvih poletnih mesecih po osvoboditvah so v osnovnih šolah so poučevali večinoma le jezikovni pouk, spomnjenim branjem, recitiranjem partizanskih pesmi, njegove okviru, pa tudi so se otroci učili računstva in pa prirode. Jasno je bilo, da je po okupaciji bilo znanje otrok porazno, ki je onemogočalo vsako resnejše delo. Večina otrok se ni bila niti zmožna preprosto izražati v slovenskem jeziku. Nadzorniki so nekako ugotavljali, da 6. do 8. šolsko leto sta na nivoju znanja 1- ali 2-letne izobrazbe v stari Jugoslaviji. Kljub temu so to prvo šolstvo oziroma zaključek leta 1944 nekako uspešno izpeljali, konec julija oziroma v začetku avgusta na vseh šolah zaključnimi slavnostmi.
Ob tem se je začel v poletnih mesecih pouk tudi na meščanskih šolah oziroma gimnazijah. V kraju je bila samo ena meščanska šola pred okupacijo v Mežici. Med okupacijo pa so Nemci ustanovili tudi zasebno meščansko šolo šolskih sester v Ravne. Na tej šoli se je že 28. maja začel nekak pouk pod vodstvom učitelja Franja Vinceja, vendar so že potem v začetku junija morali zapreti šolska vrata, zdaj kot vemo so bile oziroma zasebnim šolam je bilo prepovedano nadaljne poučevanje. Junija je bil začetek pouka tudi na Mežiški šoli, z dvema učiteljem, sicer na Prevalja, kajti takrat so šola na Mežici še zasedale vojaške enote. Kot rečeno, avgusta 1945 so bile meščanske šole ukinjene, večinoma preoblikovane nižje gimnazije, delamo tudi seveda iz ideoloških pobud. Septembra so oblasti ustanovile nižjo mešano gimnazijo na Prevaljah, vendar do njene otvoritve oziroma odprtja nikoli ni prišlo, saj na željo prebivalstva 17. septembra 1945 bila ustanovljena nižja mešana gimnazija v društev oziroma Ravne. Njen začasni delegat je postal profesor Franc Susnik. Prav tako je po odločitvi ministrstva za prosveto začasno postala nižja mešana gimnazija v Mežici, njen vodja je bil učitelj Josip Heradovič. Že malo po začetku delovanja meščanskih oziroma nižjih gimnazij se je postavilo vprašanje priznavanja spričevanj učencev, ki so te šole obiskovali med okupacijo. Veljava je namreč, da se spričevala dijakom, ki so obiskovali okupatorske šole z neslovenskim, pravi v našem primeru z nemškim učnim jezikom, veljavnost spričeval ni bila priznana. Ti dijaki so morali na to upravljati poimenovane dopolnilne izpite iz nacionalnih predmetov. Tisti dijaki, ki pa sploh med okupacijo zaradi političnih razlogov seveda niso smeli obiskovati šole ali pa tisti, ki so obiskovali šole zunaj ozemlja bivše Jugoslavije, pa so morali upravljati razredne izpite za vse predmete. Tako so bili dejansko učenci z tega območja, ki so obiskovali šole, meščansko šolo v Triberku in pa gimnazijo v Celovcu, na slabšem kot učenci, ki so recimo obiskovali meščansko šolo v okupacijo v Mežici ali gimnazijo v Mariboru, saj so morali upravljati izpite čez vse razrede. Prošnja, da bi izenačili, v tej vrsti spričevali bila seveda zavrnjena. 23. julija pa so oblasti organizirali tudi posebne pripravljalne tečaje na Prevaljah za te dijake, ki naj bi s dopolnilnimi razrednimi izpitmi nadomestili izgubljena leta med okupacijo. Druga pomembna tema, ki je takrat zaposlovala šolske oblasti, je bilo vprašanje, kaj storiti s slovenskimi oziroma odmerkovali šolskimi učitelji, ki so jih imenovali nove oblasti, ki so vseeno med okupacijo ostali v nemški službi. Iz okraja Prevalje in okraja Mariboru, ki je za čas okupacije poučevalo 14 učiteljev, tako na območju današnjega Koroške, kot pa na nekaterih šolah v Nemčiji oziroma Avstriji. Po številnih nasprotujočih si navodilih in dekretih so bili vsi ti konec julija razrešeni službovanja do dokončne odločitve sodišča narodne časti. V začetku avgusta na to javni tožilec mariborskega okrožja odločil, da ni kakršnega razloga za njihov kazenski pregon pred sodiščem narodne časti oziroma za nadaljnje kazensko postopanje. Vsi so se smeli vrniti na svoja prejšnja delovna mesta, je pa seveda jasno, da so v kasnejših mesecih letih bili vsaj večina izmed njih deležni številnih šikaniranj. Oktobra 1945 se je nato začelo redno šolsko leto na vseh šolah. Pred začetkom leta so učitelji seveda dobili številne napotke za delo, bolj politične ideološkega značaja, kot pa strokovnega. Morali so odgovarjati kupu novega časa, odpirati delo sodobne fronte, biti izvrstvu, upravljati svojem delu birokratizem. Ustanovljene so bile na tem območju tudi 4 sindikalne združnice, Črni, Prevalja, Dravograd in pa Mariboru. 45. leta je 26 šol imena podružnična šola, začela s poukom. V šolah je bilo, imamo napisano okrog 2800 še nekaj otrok, 68 učiteljev.
Zanimivo je, da je izmed teh 68 učiteljev bilo 40 učiteljev s strokovno izobrazbo, 28 učiteljev pa imelo le delno izobrazbo, med njimi bilo tudi 16 učiteljev pripravnikov oziroma tečajnikov. Za normalno šolsko delo je primanjkovalo takrat še vsaj 20 učnih moči. Pouk se je oktobra začel tudi na gimnaziji v Lici in v Guštanju. V Guštanju sicer še zelo improviziranih razmerah. Vsak dan je pouk potekal le po 3 ure iz predmeta v nacionalne skupine, odprt pa je bil tudi prvi razred višje gimnazije. Po volitvah je seveda oblast želela odpraviti oziroma se znebiti vseh nezaželenih učiteljev. Prva čista je bila opravljena seveda že v poletnih mesecih. Tako so po volitvah 45. novembra nastavili številni seznami politično določenih neprimernih učiteljev. Sezname so pripravljali tako partijski komiteji kot pa okrajne šolske oblasti. Na teh seznamih se je takrat znašlo 12 učiteljev. Učitelji so jim, kot imamo napisano, politično naivnost, druženje z reakcijo, Zveze čez mejo, da so pristaši bivše slovenske radikalne zajednice, klerikalci. Vsi so bili določeni za upokojitev oziroma za premestitev druge okraje. Oblasti so seveda tudi spremljale, kateri kraji so politično najbolj problematični. Te kraje so to želeli namestiti politično in ideološko najbolj ustrezne učitelje. Skratka, oblast je pričakovala, da bo v novem sistemu učitelji pravi politični aktivisti, dejavni tudi širšem okolju, zlasti učitelji na podeželju so tako sodelovali pri delu prejemnih ljudskih odborov in dejansko so organizirali celotno posvetno in pa ideološko delo na vasi, v okviru množičnih organizacij. Prvo šolsko leto je seveda na šolah bilo kar nekaj pomanjkljivosti. Učenci so izostavili pouka, zlasti v zimskih mesecih zaradi nezadostne prijetne naputve, v mladih poletnih mesecih zaradi domačih pravil na polju. Pri pouku po ocenah oblasti niso dovolj obravnavali temi z narodno-osvobodilne borbe, učitelji niso znali prizgojiti sproščenosti otrokom in pa preveč otroci so bili skratka preveč pasivni. Premalo pozornosti so namenjali samostojnemu izražanju učencev. Pri pouku zgodovine tako recimo niso znali povezovati med zgodovinskimi dogodki in sedanjostjo, prav tako učence niso znali približati temi sodobnega življenja in pa doživljanja. Nekako v začetku leta 46-47 lahko začnemo govoriti o normalizaciji razmer. Takrat se je začelo razmišljati tudi o tem, kakšen sistem izobraževanja bi bil bolj primeren. Pred začetkom šolskega leta je bilo na ravni Jugoslavije uvedeno obvezno 7-letno šolanje, čeprav Slovenija že bila uveljavljena 8-letno šolsko obveznost. Avgusta je bila ukinjena samostojna nižja gimnazija v Nižici, postala je del gimnazije v Guštanju. Nižja gimnazija v Slovenj Gradcu, ki je bil tedaj priključen temu okraju, postala nižja srednja šola, se pravi nižja gimnazija. Jasno je bilo, da kvaliteta šolskega dela predvsem odvisno od materialnih možnosti in razvitosti posameznega kraja in pa šole. V privarskem okraju je bilo tako daleč največ število šol z majhnim številom oddelkov, razredov, učiteljev. Prevladovale so šole s 3 oziroma manj oddelki in pa največ je bilo šol samo 2 oddelkoma, kar 13 šol. Na takšnih šolah je seveda pouk potekal kombinirano, kar pomeni, da so združevali učence različnih razredov starostnih skupin v istem oddelku, kar je seveda onemogočilo doseganje kvalitetne šolske izobrazbe in pa je tudi oteževalo prehod na višje ravni izobraževanja. V takšnih razmerah se je oblast odločila, da bo pričela uvajati enotne 7-letne šole, to so 7-letke. Te naj bi omogočile čim večjemu številu otrok prehod na višje ravni izobraževanja in doseganje vse nižje srednje šolske izobrazbe. 7-letka bi skratka morala imeti samo 7 samostojnih razredov, višji oddelki pa bi morali biti po predmetniku izenačeni z nižjimi gimnazijami. V tem sistemu bi nižje gimnazije postale 3-letne, višje 5-letne in pa z odpravo sprejemnega izpita za nižje gimnazije so tudi omogočili večjemu številu otrok
prehod na 7-letko oziroma na nižjo gimnazijo. Pred ustanovitvijo 7-letk so prosvetni inšpektori natančno pregledali šole v kraju. Ugotovili so, da je treba predvsem dvigniti kvaliteto znanja v 4. razredu, pa tudi 2. in 3. saj je bilo delo v teh dveh razredih sedaj nekako zapostavljeno. Na boljši šoli v kraju sta bili Črni in pa Mežici. Še vedno so pa težave povzročili slab šolski obisk in pa velika prenapolnjenost razredov. 47-48 je bila ustanovljena torej prva 7-letka v Črni, naslednji letnik 7-letka v Marenbergu, potem še 7-letka v Prevarjah. Vse šole so seveda po školskem materialu odgovarjale. Jasno pa je bilo, da šole v bolj dostopnih, težje dostopnih okrajih Prevarja zaradi veliko oddaljenosti do teh središč 7-letkami ne bo mogoče priključiti nobeni 7-letki. Ko nam zdaj prikaz šolskega sistema po provedbi 7-letk, to se pravi, po 4 razredih osnovne šole so lahko učenci nadaljevali šolanje v višjih razredih osnovne šole, kot rečeno, to je bilo predvsem v manjših oddaljenejših krajih, ker so ostale te majhne osnovne šole. V večjih središčih, v 3 krajih, kot sem povedal, so se lahko pisali na 7-letko. Lahko so se pisali potem tudi na popolno gimnazijo, kar je bilo opuščeno, nižje razrede, ali pa nižjo gimnazijo. 7-letka in pa nižja gimnazija sta bili po svojem predmetu posebej izenačeni. Po 7-letki in pa nižji gimnaziji so seveda lahko nadaljevali šolanje na višjih gimnazijah ali na kakšnih drugih srednjih šolah. Teoretično pa je seveda bil tudi omogočen prestop iz višjih razredov osnovne šole na gimnazije, vendar so morali tudi pravi štirne izpite. Pri 7-letkah so se pokazale takoj številne težave. Predmetni pouk je povzročal preglavice učencem, zato so slabi učni uspehi in naprevajo, tako prvi razred končavali 44% otrok. 7-letke niso bile primerno kadrovske zasedene, manjkali so predvsem predavatelji za ruski jezik. Če primerjamo nižje gimnazije in 7-letke, so vsekakor 7-letke tako po svoji kadrovski zasedbi, po opremljenosti izločili, zaostajale in tudi kakovost pouka na 7-letka ni mogla biti enako dobra kot na nižjih gimnazijah. Zaradi omenjenih razlogov je partijska oblast konec leta 1949 pričela spoznavati, da so potrebne nove razvojne smeri na področju šolstva, predlaga naj bila vrnitev posebej šolskih obveznosti, seveda so podobno potem ugotavljali tudi v slovenski partiji. V Sloveniji naj bi se v okviru 8-letne šolske obveznosti bodoče orientirali na 4-letne nižje gimnazije, pa tudi na plenumu okrajnega komiteja v Slovenj Gradcu so takrat prvič več pozornosti namenili vprašanju učiteljstva, izboljšanju odnosa partije do učiteljev, pa tudi materialnemu izobraževanju in nagrajevanju učiteljev, to je bilo tedaj povsem prezrto. Šolskim letom tako od 1950-1951 se 7-letke v kraju preoblikujejo v nižje gimnazije. Naslednje leto je bila odprta tudi nižja gimnazija v Uznici. Takrat naprej so se morali vsi učenci s končanimi 4 razredi osnovne šole, ki niso bili oddaljeni z nižje gimnazije več kot 5 km, pisati na to šolo, spravi na nižjo gimnazijo, do izpolnitve svoje šolske obveznosti. Jasno pa je, da v krajih, ki so bili oddaljeni več kot 5 km, v hribovskih krajih te šole so mogli priključiti nižji gimnaziji in so otroci še naprej te nižje razrede osnovne šole obiskovali. 8-letna šolska obveznost je bila formalno uvedena v sicer še leta 1953, veljala pa je za otroke, ki so šolska leta 1951 in 1952 obiskovali 3. razred nižjih gimnazij, ki so že naslednje leto morali spisati tudi 4. razred. Največje pomanjkljivosti tako izvedene šolske obveznosti v obliki nižjih gimnazij se hitro pokazala v padcu učnega uspeha in pa slabem znanju na nižjih gimnazijah. Razlike uspehih med nižjimi gimnazijami v kraju so izredno nihale, ki jih je zelo težko primerjati. Ko je Prevalja, recimo, bilo uspešnih le 41% otrok, v Slovenj Gradcu pa 71%. Nekako poprečna uspešnost v kraju nižjih gimnazij brez popolne gimnazije v Puštenju je bila 62% otrok.
Daleč najslabši rezultati so bili seveda v prvem razredu nižje gimnazije, kar nakazuje na izredno težek prehod iz osnovne šole na nižjo gimnazijo. Uspešnih je bilo le v koncu šolskega leta 51-53% otrok. To je dokazovalo, da so učni načrti v nižji gimnaziji bistveno prezahtevni. Snov je bila podana na preveč znanstven način. Profesori oziroma učitelji niso upoštevali življenjskih razmer dijakov, prestrogo so ocenjevali, poleg tega so manjkali učbeniki, zlasti za angleščino, neustrezen kader, pa tudi neredni pouk. Tako je na Koroškem že okoli 20-30% otrok dejansko prišlo do konca, spravi do 4. razreda nižje gimnazije. V Sloveniji je bilo nekako povprečje 32% otrok. Zakaj se to dogajalo? Zato, ker na nižje gimnazije so se vpisovali otroci, da so tukaj dopolnili svojo šolsko obveznost, niso pa imeli nikakršnega interesa, da bi nadaljevali šolanje. Po drugi strani so pa na nižje gimnazije niso mogli vpisati boljši otroci, če so bili preveč oddaljeni od te šole internatov, namreč takrat še ni bilo. Tako je dejansko nižja gimnazija se izkazala le kot mrtva črka na papirju, zlasti na podeželju. Tudi tujega jezika niso poučevali na nižji gimnaziji, zato je jasno, da ti učenci so se toliko težje potem upisali v višjo gimnazijo. Snov nižji gimnazija, ki je bila razporejena na način, da je bila predelana dejansko še po 4 letih, tako v vsakem predčasnem izstopu so bili otroci prikrajšani zadevi z odrazve, poleg tega nižja gimnazija ni dajala bolj praktičnih in za življenje potrebnih znanj. Učni načrti so bili občutno prezahtevni, predvsem zaradi svoje popolne dostopnosti nižje gimnazije in nepregojenosti zmogljivosti otrok. Oblast je spoznala, da takšen sistem ni ustrezen, zato so že leta 1953 se začele priprave o razmišljanja o potrebni reformi poveznega izobraževanja, ki pa je bila potem izpeljana konec 50 let. Tako s tem bi jaz končal, da bomo še fotografijo sočarske tehnike pionirjev v Slovenji Sloveniji leta februarja 1952. Temeljit uvid v neko težko, zahtevno, zapleteno obdobje, s katerega lahko konec koncev tudi vidimo, da stari časi niso vedno tudi dobri časi, ali za ta problemsko predstavljen sklop. Sem pripričana, da je vprašanj precej, eno kratko bi dovolila, potem pa, če je kakšno. Če je to drugo, bomo reči, ne smišljam. Kaj se vam zdi, ali bi razvoj šolstva bil bolj uspešen, strokovno bolj uspešen, če se ne bi šolska oblast toliko ukvarjala s politiko? Šolska oblast je politika, je že Marija Tereza. Ja, se ne vem, sej, v bistvu ta partijska oblast, sej nekatere stvari so pa tudi bile pozitivne, ne? Prizadevanje za večjo enotnost šolskega recimo sistema, ne? Da bi tudi ti količni otroci iz hribovitih predelov bili lahko deležni višje izobrazbe, ni bilo čisto vse slabo pač, ne? Ja, točno. Ja, ne, je pa seveda druga vprašanje, so pa čistega med učitelji, premeščanja, šikaniranje, ne? Tega pa tudi bilo. Pozneje so, vendar ne, še nekaterim takim družinah, ne, ki so sicer starše dobili, poznam primer tudi v Ravski domini, ne, potem ne omogočili, da so se šolali, ne. Potem so danes, recimo na očitek, ali pa v Meslinski domini, na očitek, kaj je naredilo, ne, režim po vojni, predavki starše rečejo, vi ste se pa lahko šolali. Ni odgovor, ne. Ampak, je pa res. Ne, dejstvo je, da pred vojno je tako samo krščanska šola v Žici delovala, ne. Edina višja, ki ni višja stopnja izobraževanja, ne. Vsi ostali so morali Maribor ali Celovec videti, ne. Po Sloveniji pa so se nam poskušali gimnazija naravno, ne. Nisem pa obravnaval svoj prispevku strokovnega šolstva, ker je prvo leta po
biti spadalo pod pristojne organizacije so potem delovale do leta 58, ne? Nižje gimnazija, tema se začelo enotno osnovno šolo. Če smem, gospa, še jaz eno mnenje. Namreč, glede na vprašanje. Jaz mislim, da v bistvu, glede na naravo sistema oziroma oblasti, to sploh ni bilo mogoče, da se ne bi vmešali. Pa tudi sicer je že gospod prej povedal, da je že od Marije Terezije, po vojni pa sploh. Tako da to vprašanje je v tem smislu irelevantno, ker brez tega in glede na naravo, kot pravim še enkrat oblasti, je to nemogoče. Šola je v bistvu politični aparat države kakor obrnjeno, ker je od nje delegirane, postavljene in to je to. In to je bilo in tako bo verjetno celo zgodovino. Še nekaj časa. Ja. Dobro, zdaj pa izjava, oziroma politična izjava za konec. Jaz se danes tukaj počutim kot birič, tako da se upravičujem vsem referentom, ker se skogleda na uro, ampak